Zdaj vas vabimo na navdihujočo pot skozi dom mlade družine, ki je ustvarila funkcionalno in estetsko dovršeno mestno zatočišče. Pri uporabi materialov so razmišljali izven okvirjev. Posebnost tega stanovanja je na primer uporaba tapet na pohištvenih frontah in pralnega opleska na ličnicah kuhinjskih omaric. Mlada družina si je tukaj želela ustvariti mirno in udobno zatočišče oziroma dom, ki odraža njihov aktiven, sodoben in urban življenjski slog. Hitro se vidi, da so si z lesom dobro na ti, upali pa so si biti nekonvencionalni tudi pri izbiri nekaterih drugih materialov. Matic, za kakšen primer stanovanja gre v tem primeru? Kdaj ste vstopili? Stanovanje je družina kupila lansko leto, bilo je novo z zaključnimi oblogami, zato smo pri prenovi kar morali paziti, da nismo preveč gradbeno posegali v njega. So imeli pa že kar precej tudi izdelano idejo, kaj bi hoteli doseči. In kako so želeli, da je na koncu videti? Predvsem jih je skrbelo, da ko bi umestili kuhinjo v dnevno bivalni prostor, da bi prostor izpadel preveč nasičen, in pa hodnik je bil precej prostoren in so želeli najti način, kako ga bolje izkoristiti. Sara Škarica in Matic Pantar sta mlad arhitekturni tandem, ki se vsakega novega projekta lotevata z veliko premisleka. Tudi v tem primeru sta, čeprav je šlo za novogradnjo, natančno preučila tloris in ugotovila, da bo vendarle potreben manjši gradbeni poseg. Šlo je za prestavitev prehoda med hodnikom in dnevno-bivalnim prostorom, sicer manjši poseg, ki pa je prinesel veliko spremembo. Po tej spremembi je hodnik dobil dnevno svetlobo, lesene omare oziroma kuhinjski niz pa se iztekajo v hodnik. Ta poseg je hodnik razdelil na dva dela. Prvi, dnevni del, je bolj javen, drugi, zasebni, pa je namenjen spalnicam. Povejte mi kaj o materialih, ki ste jih uporabili in tu in tam pokazali nekaj drznosti. Z materiali smo zastavili kar ambiciozno, ker smo želeli nekako doseči učinek, da se pohištvo prepleta z nekako tem grajenim ovojem stanovanja. Zato smo tudi na pohištvo aplicirali materiale, ki so načeloma namenjeni stenam. Tako smo na primer tapete, ki se uporabljajo na stenah, uporabili na pohištvenih frontah. V kuhinji pa smo oplesk aplicirali na fronte na način, da se te čim bolj zlijejo z okoliškimi stenami. Arhitekta sta želela videz kuhinjskih omaric povezati s stenami, saj se tako doseže enotnost in optično poveča dnevno-bivalni prostor. Kuhinja namreč zaseda kar velik del bivalnega prostora, tudi del dnevne sobe. Niz lesenih omar, ki segajo od tal do stropa, je oblikovan tako, da izgleda elegantno in zabriše mejo med kuhinjo in dnevno sobo. Zaradi skromne kvadrature je tudi kuhinjski otok oblikovan tako, da lahko jedilna miza zdrsne pod njega. Če družina gosti prijatelje, pa se ta preprosto izvleče in zasede prostor dnevne sobe. Kuhinjski otok je oblikovan s posebno pozornostjo, saj skupaj z jedilno mizo predstavlja središče stanovanja. Je prostor srečevanja in druženja. Verjetno pa ni čisto tako enostavno najti mizarja, ki je pripravljen na takele podvige, da bi dobesedno prepleskal ličnice od omaric. Ja, res. Imam to srečo, da lahko sodelujem z očetom, ki je mizar, tako da se včasih se mora strinjati z določenimi nenavadnimi idejami. Tako da v tem primeru smo sodelovali z njim, še z drugimi sodelujočimi mizarji in pa s slikopleskarjem. Arhitektov oče si deli mizarsko delavnico z več mizarji. Delijo si mizarske stroje, orodje in prostore, pa tudi ideje. Ob večjih naročilih si pomagajo. Zelo praktična naveza, še posebno, če je treba izdelati kakšen na videz kompliciran detajl pohištva. Kako ste organizirali spalne prostore?
Za spalne prostore je bila na začetku malo dilema, kako povezati spalnico z garderobnim prostorom in pa še delovni kotiček smo želeli umestiti v isti prostor. Tako da smo garderobni del skrili za posteljo, delovni kotiček pa smo zamaskirali kot lepotilni kotiček, ki je načeloma lahko nemoteno del spalnice. Naročniki so imeli že od začetka kar dobro začrtano idejo, kaj bi želeli z materialno karto doseči. Tako da v veliko prostorih vidimo to kombinacijo lesa, hrasta in pa različne teksture opleskov, medtem ko v kuhinji pride do mešanja večjih materialov, tako tehničnega kamna kot pocinkane pločevine. Kaj bi pa lahko povedali še kaj o odtenkih? Vse se lepo povezuje z eno mehkobo, brez večjih barvnih vdorov. Res je. Ena od izhodišč pri izboru materialov so bili materiali že dani v prostoru, ko je bil stanovanje kupljen. Predvsem odtenek hrastovega parketa je vedno težko ujeti z novimi lasovi, ki jih vpeljemo v stanovanje. In parket ste že imeli tak? To je že bilo dobro. Parket je že bil v stanovanju. Zato smo iskali hrast, ki je relativno podoben, ampak ni preveč podoben, da ne izpade kot napaka. Za les jedilne mize pa smo izbrali temnejši lužen hrast, da je kontrast ostalim površinam kuhinjskim. V katerih primerih bi rekli, da si lahko človek privošči toliko lesa, ko gre naprimer za kuhinjo oziroma za ličnice? Ja, les je zelo hvaležen material, tako da ga je redko preveč. Je topel material, prijazen na dotik. Je pa pomembno, da na začetku projekta osmislimo celotno materialno karto, ki bo zastopana v stanovanju. Moramo pa paziti, da ima les dovolj kontrasta v prostoru, kot v našem primeru različne teksture opleskov. Eno izmed izhodišč pri oblikovanju tega interjerja je bil tudi tako imenovani slog Japandi. Gre za slog, v katerem se prepletata japonska in skandinavska tradicija. Minimalistične ravne linije lesenega pohištva, umirjene naravne barve in vsesplošno vzdušje, ki spodbuja preprosto, udobno in sproščeno bivanje. Mirela in Jaka, povejta zgodbo, kako ste prišli do tega stanovanja. Ja, mogoče bolj po naključju, ker imeli smo nek srednjeročni plan, da bomo kupili stanovanje. Bili smo v majhnem trosobnem in potem je enkrat žena videla oglas. Bili smo na dopustu in sem rekel, no bom jaz šel pogledati stanovanje. Dogovoril sem se za ogled in res, kar smo videli noter, je bilo to. Jaz jo samo pokličem po telefonu, sem rekel, to smo iskali, vzamemo. In damo roko, gremo. Dejansko pa jo pokličem nazaj, evo, stanovanje je naš prav, pa ti si hitreje kupil stanovanje, kaj je čevlje. In potem, ko je šlo pa za oblikovanje, za iskanje materialov, za iskanje barv, za to, v čem želite živeti, je pa kdo imel več besede, Jaka? Tukaj je pa žena imela glavno besedo in tukaj sem pa jaz njej mogel zaupati, tako da sem zaupal in je tudi lepo izpadlo. Aha. In kaj ste si želeli? Pa tako, nisem vedela čist celo sliko. Vedela sem samo, da si želim pomoč arhitektov, plus da si želim ene take umirjene barve s kakšni pol pisani poudarki, detajli. Ko ste šli iskati določene vzorce, tudi tam ste imeli eno vizijo, ne, kako želite, da izgledajo? Ja. Jaz sem že nekaj let spremljala eno irsko oblikovalko, katera drugače oblikuje ženske torbice, pa tudi home accessories. Takrat, ko smo se prvič dobili z Maticom in Saro in se pogovarjali o barvni paleti in vsem, sem jaz pokazala, da mi je to zelo všeč in da bi mogoče nekaj od tega vklopila noter v stanovanje. Gre za irsko oblikovalko Orlo Kili, za katero so značilni stilizirani rastlinski listi. Vzorce sta arhitekta uporabila na tapetah, na frontah omar v hodniku in na pisalni mizi v spalnici. Ti značilni vzorci se pojavijo tudi na dekorativnih blazinah in na tepihu v dnevni sobi. Ampak kako pa je potem sodelovati z arhitektom, kadar imaš že zelo izdelane ideje, kako bi moralo vizualno na koncu izpasti?
Pa jaz bi rekla, da zelo dobro. Zaradi tega, ker kakorkoli ti imaš mogoče ene ideje v glavi, ko pride arhitekt s svojimi idejami, v bistvu so to ta prave rešitve, katere ti rabiš v stanovanju, da bi se v njemu dobro počutil, da bi najbolj izkoristil prostor, kaj je možno, kar je tukaj bilo. Jaz sem Katja, jaz sem pa Vita. In sva dvojčici, čeprav sva dvojajčni, sva ful različne. Ja, jaz sem starejša za 9 minut. Vsaka ima svojo sobo, čeprav sta si zelo podobni. Obedve imamo zelo široko posteljo, kar je tudi malo dober in slabo, ker če sam spiš, ne moreš hitro zaspati, ker je prevelika in se zgubiš. Zato pa vsako noč ponavadi skupaj spiva. Ja, to je njena soba, moja je pa na drugi strani. Pa skupaj se igrava, bereva knjige, pa kdaj se po noči tepeva.